Danes nekaj besed o sindromu nemirnih nog. Kaj je resnični vzrok, kaj lahko naredimo sami? Dr. Urška Videmšek je danes v moji družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, sindrom nemirnih nog je prisoten tudi pri nekaterih, ki imajo izzive z fibromialgijo, o kateri sva že govorili. Ampak zakaj pravzaprav gre, zakaj se to dogaja? Nemirne noge, sploh zvečer, ko želimo zaspati, so zelo velik problem. Prihaja pa do tega, prvo kot prvo, ali smo premalo hidrirani, oziroma gre za pomanjkanje mineralov v telesu. Zdaj ne samo enega minerala, verjetno gre za cel spekter mineralov, ki nam so v pomanjkanju, oziroma ta sindrom nemirnih nog je v bistvu že kar en tak velik alarm, da moramo nekaj narediti, da bomo res zapolnili te naše rezerve mineralov. Ker če to ne bomo zapolnili, bo ne samo nemirne noge, bo še kaj drugega se razvilo in zaradi tega je tukaj ključno, da začnemo polniti naše rezervarje mineralov. Na kakšen način pa? Jaz bi tukaj kar priporočala mineralne kapljice. Da se začne z mineralnimi kapljicami, da naredimo kuro. Od začetka kar polno kuro začnemo, mislim, da je 30 kapljic na dan začnemo, par dni 30 kapljic, potem gremo na polno dozo, mislim, da je 40 kapljic, in da to lepo zaužijemo v dopoldanskem času. Najboljše je, tako rečem, malo pred zajtrkom namesto kave, da nas tole zbudi, in s tem bomo začeli polniti naše rezerve mineralov. S tem, da se moramo zavedati, da to ne bomo samo z eno dozo naredili, ampak bo potrebno terapijo majčkeno dlje ponavljati, da bomo res zapolnili. Zaradi tega, ker če se je že pojavil sindrom nemirnih nog, pomeni, da tukaj so res, jaz imam najrajše eno tako primerjavo z baterijami, to je že res tista rdeča lučka, ki nam sveti, da je telo res v takem pomanjkanju že, da že kar kriči po vseh teh mineralih. In zaradi tega pač je potrebno narediti tudi daljšo terapijo z temi minerali, teda tukaj 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, 3 mesece je nekako tisto najbolj optimalno obdobje, da mi bomo sploh začutili tudi prvo tisto olajšanje res na celotnem nivoju telesa, da se nekaj dogaja. Ali je podoben problem tudi pri zabuhlosti, oziroma da če zatekaš? Tudi. Pri zatekanju, da ti noge zatekajo? Tudi je. Tudi tam se ta pojav lahko pojavi. Seveda takrat vsi mislimo, če se pojavi neko edem, to je pa preveč vode v telesu, in pozabimo piti tudi takrat. In tukaj se pa en tak kontraefekt naredi, ker mi ne pijemo, telo še bolj polne. Še bolj zatekamo, še večji so te edemi. Teda tukaj poleg mineralov v pomanjkanju, veste, ki reka, tudi še velika dehidracija v ozadju prisotna. Teda je potrebno tukaj ne samo minerale uživati, tudi tekočine treba začeti dovolj uživati. Ampak veliko ljudi reče, ne smem piti vode, ker mi voda zastaja v telesu. Torej, je to čisto zgrešeno? To je čisto zgrešeno. Mi potrebujemo vodo, ker v končni fazi 70% telesa je iz vode. Mi potrebujemo vodo, da lahko procesi v telesu normalno potekajo. Tisto, ko pa rečemo, da nam zadržuje, da tudi se čutimo tako bolj polni, res prav tak občutek polnosti je tukaj pa problem v ozadju limfa. Teda tukaj bi bilo treba pa limfo majčkeno pospešiti, mogoče kakšne vaje za pretočnost limfe narediti, majčkeno pospešiti krvni obtok, da bo tudi limfa stekla. S tem bomo tudi mi pospešili, da se bo limfa izločila iz telesa. Ampak to pa ni povezave direktno s tem pitjem tekočine, ko ves čas govorimo, da moramo spiti pač na 25 kg telesne teže 1 liter vode. To ni ta direktna povezava. Kako predvsem starejše ljudi, ki so živeli in odraščali v prepričanju, da voda še za očevelj ni dobra, kako jim približati to, da več pijejo? Mineralne kapljice pač, tisti zjutraj, ampak kako jih nasploh, kako jih prepričati? Dobro vprašanje. Bom povedala tlele čisti iz prakse mojega tasta. Njega je neskončno bolela glava. Res. In dokler ni on začel večje količine vode uživati, se te glavoboli niso umirili. In potem je pa en dan ugotovil, da on več spije, ampak to ne govorimo zdaj o litrih, ampak kak deci, 2 deci, 3 deci vode več, je on ugotovil, da njega ne boli več glava. In na tak način je on tudi začel uživati več vode. Teda najlažje na nek konkretni primer se navezati in
na to narediti. Se pravi, ne da rečeš pridiga taka in taka, ampak dajmo narediti en eksperiment. Točno. Tako je najlažje, ne? Ker mi se tudi najlažje preko zgodb učimo, preko nekih primerov se najlažje učimo. Bolj učinkovito, kakor pa če pridigamo, ne? Ker tista pridiga, vemo, eno uho not, drugo ven. Ne? Super, najlepša hvala, dr. Urška Videmšek. Še kakšna informacija na klepet.kavi.si, kar pobrskajte.